Na list papirja narišemo puščico, ki kaže v desno. List postavimo navpično in 10 cm pred njim postavimo steklen kozarec napolnjen z vodo. Kaj bomo videli, ko bomo puščico pogledali skozi kozarec poln vode? A. Puščica bo še vedno kazala v desno, B. Puščica bo kazala navpično navzgor, C. Puščica bo valovita ali D. Puščica bo kazala v levo. Kaj se bo torej zgodilo z našo puščico, ko jo pogledamo skozi kozarec vode? Ja, ravno skozi puščico. Rumeni so se hitro odločili in našli odgovor. Vijoličasti pa po posvetu, torej odgovor B, medtem ko ste Primorke se odločile za odgovor D. Kaj je res? Lom svetlobe oziroma refrakcija je pojav, pri katerem se svetlobni žarek upogne, ko prehaja iz enega medija v drugega, na primer iz zraka v vodo ali steklo. Do loma pride, ker se svetloba v različnih medijih giblje z različno hitrostjo. Kaj pa to pomeni za puščico na papirju, ki kaže v desno? Pred navpično postavljenim papirjem, na katerem sta narisani dve puščici, ki kažeta v desno, je postavljen prazen kozarec. Počasi bom zdaj dotakal vodo, vi pa opazujte, kaj se bo torej začelo dogajati z našimi puščicami. Poglejmo najprej takole samo prvo puščico. Obrnila se je v levo, medtem ko zgornja še vedno kaže v desno. In če vodo še dotočim, takole vidimo, kako se tudi druga puščica obrne v nasprotno smer oziroma v levo. Svetloba je namreč potovala iz zraka skozi steklo, skozi vodo, skozi zadnjo stran stekla in nato nazaj skozi zrak, preden je zadela puščico. Vsakič, ko svetloba preide iz enega medija ali materiala v drugega, se lomi pod drugačnim kotom. Pomembno vlogo pa igra tudi goriščna razdalja. Če predmet postavimo za goriščno točko, ga človeško oko zazna kot narobe obrnjenega. Pravilen je res odgovor D, ki je pripeljal 5 točk rumeni ekipi. Bravo!